zgodba, ki sem jo po koščkih razkrivala v Dnevnik, je ena najbolj zabavnih zgodb v mojem novinarskem življenju. Gre za zgodbo o korupciji. Čisto na kratko, armenski zdravilec Ruben Papian je za svojo študijo, v navednicah svojo študijo, dobil na Zavodu za šolstvo najprej 50 000 evrov, potem pa še mislim, da 20 ali 25 000 za drugo svojo študijo. No, izkazalo se je, da sta obe ti študiji plagiat. Ko sem šla kot novinarka stare šole v knjižnico na FDV, odprla disertacijo Andreja Barle Lakota in hkrati študijo, za katero je gospod Ruben Papian dobil 50 000 evrov. Položila sem eno zraven druge in na svoje neznansko presenečenje, čeprav sem domnevala, da se lahko kaj takega mi potrdi, ugotovila, da gre tako rekoč za identično delo, se pravi, da je šlo za plagiat. Ta zgodba je, kot rečemo v novinarstvu, noro dobra, ker se je kot v kakšnem slabem filmu pokazalo, kako zelo je v Sloveniji vse povezano. Skratka, zadeva je na sodišču, obtožnica je bila vložena, ampak epiloga pa kar še ni. Osebno si želim, da bi ta zgodba doživela sodni epilog. Rada bi tudi, da bi v novinarstvu bilo več možnosti, kot jih je, da bi se novinarji lahko posvetili svojim zgodbam, da bi jim uredniki in lastniki dali čas. Brez tega bo novinarstvo samo še crknjena krava. V čast mi je in zelo sem vesela, da so me predlagali moji kolegi na Dnevniku in da mi je to nagrado dala novinarska skupnost.